Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tem videu bom spregovoril o tatujih in v bistvu bolj o moji izkušnji, kako je bilo meni, ko sem si dal delati tatu in pa v bistvu kaj me je vodilo do tega. Ampak preden se spustim nekako naprej v te zadeve, pa je vredno izpostaviti tudi malo te mite oziroma mišljenja, ki jih imajo ljudje o tatujih. Zdaj, nekateri ljudje imajo bolj negativno mnenje, v bistvu mogoče kakšne starejše generacije, pa tudi kakšni mlajši ljudje, v bistvu imajo mišljenje, da si s tem uničuješ kožo, izgled, da to je kar nekaj groznega, zakaj bi si to naredil, zakaj bi si škodoval in pa podobne fore. Zdaj, dosti ali pa vsaj večina ljudi, ki jih jaz poznam, pa nima tako slabega mišljenja o tatujih. Nič ni narobe, če imate negativno mnenje, pač vsak ima svoje stališče, valjda, zato smo si ljudje različni, kot sem že v večjih videih rekel, in prav je tako. In zdaj moja izkušnja in pa mnenje je v bistvu zelo pozitivno. Zdaj, kar se tiče na splošno teh ljudi, ki imajo slabo mišljenje. Ti ljudje imajo menda predvsem v mislih tiste ljudi, katere vidijo kje v novicah ali pa v kakšnih člankih, videih, poročilih, ko so mogoče celi potetovirani ali pa so mogoče srečali takšne ljudi v trgovini, v gostilni, pač pri vsakdanjih opravilih oziroma druženjih, ko so ta bila še dovoljena. Ampak ja, nič ni to takega. Vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo različni karakteri in zakaj bi tatuji v bistvu delali takšne razlike med ljudmi? Zakaj bi nekdo, ki je potetoviran in mu je to strast in pač veselje in način izražanja, bil oropan nekega delovnega mesta? Saj v bistvu vsakdo od nas dela za svoje cilje in v bistvu dela na svoji karieri, izobraževanju in vseh ostalih stvareh. In zdaj, da nekoga se sodi po tem, kako izgleda, tudi če je cel potetoviran, res nima smisla. Zdaj, meni se zdi, da to je način izražanja in vsakdo izraža s tem, kdo v bistvu je. Nek del sebe daje s tem tudi ven, pokaže svetu v bistvu ta svoj del. In svojo strast v bistvu tudi do tega. In to vodi tudi v mojo izkušnjo. V bistvu jaz sem imel željo že v najstniških letih, da bi imel tatu. Všeč so mi bili ti sleeves tatuji, torej v bistvu po celi roki, potem tatuji po vratu, potem na hrbtu, na nogah. Pač imel sem ogromno idej. Imel sem velike ideje, bolj drzne ideje, ampak ker potem na koncu prideš do zaključka, ko vidiš, da ima mnogo ljudi to, potem si pa misliš, nočem pa biti kot večina, mislim, hočem pa biti nekaj drugačnega, ne, pač vsakdo bi si rad dal nekaj unikatnega delati. Čeprav moj tatu zdaj moram reči, da res ni unikaten, ampak je pa ideja bila v nastanku potem predvsem nekje leta 2013, torej ko sem bil star nekje 24 let. Takrat sem dejansko se resno lotil tega in si dal delati tatu. Predtem pa so bile samo te divje ideje in sanje in kako bom jaz potetoviran. V bistvu je potem za kako leto, dve malo ta želja utihnila. Bil sem na faksu, bile so druge stvari. In potem so si nekateri ljudje blizu mene dali delati tatuje. In mi je tako vzbudilo spet isto željo. Glej, zakaj pa ne bi zdaj? In smo se začeli pogovarjati o teh stvareh. In takrat je prišla vsa ta želja nazaj. Pa sem si rekel, pa veš kaj, zdaj sem pa dovolj star in si ga bom dal delati in je vseeno, vsaj nek spomin hočem, vsaj nek del kože hočem imeti potetoviran. In potem sem se spustil v resno raziskovanje, kje boli, kje ne boli, čeprav mislim, da imam kar visok prag bolečine, ampak vseeno sem hotel, da je neko bolj posebno mesto. In na koncu sem v bistvu prišel do zaključka, da želim imeti vsaj nek spomin na mojo mladost, in nekaj večnega, in ta večnost in ta nek spomin in večen spomin se je potem povezalo skupaj v nek znak neskončnosti, kar je v bistvu tudi moj tatu. Dvojni prepleten znak neskončnosti v bistvu. Zdaj, kar se tiče same izkušnje, jaz sem tetoverko ali osebo, ki tatovira, kontaktiral preko Facebooka in punca je bila zelo super, zelo kul, zelo skulirana in imela veliko izkušenj. In dejansko je v Mariboru in sem si rekel, to pa je blizu Ptuja, kjer jaz živim in zakaj pa ne, ne? Pa na faks sem hodil v Maribor, tako da sem si v bistvu splaniral, da sem šel na faks in po predavanjih sem šel v bistvu na tatu. Pač ubiješ dve muhi na en mah. In v bistvu z mano je šla moja najboljša kolegica,
Prišla sem tja, sprejem je bil zelo prijeten, zelo topel. Potem mi je predstavila moj tatu, povedala je celoten poseg, v bistvu orodja, ki jih bo uporabila, tudi o črnilih nekaj. Kot ste videli, je v bistvu to zelo preprost črn tatu, ni nobenih barv. In povedala je približno, da zna boleti, ker rebra so zelo občutljivo mesto. Sploh, če ste žgečljivi kot jaz. To je v bistvu zelo moja šibka točka. Sem se potem malo ustrašil, sem bil tako, ojoj, mogoče pa ni tako dobra ideja, da si dam tatu delati na rebra, glede na to, da me ni strah bolečine, ampak bolj tega, da sem skozi izmikal, ker me bo žgečkalo. Ampak nekako sem vseeno rekel, ne, bom pa vseeno vztrajal, ker je želja in hočem imeti tudi tale tatu. In sem se lotila posega. Zdaj poseg ni trajal nekaj dolgo, mislim, da je bilo vsaj kakšna ura, mogoče kaj več, ne spomnim se več, ker je že, tako kot sem rekel, nekaj let nazaj. Ampak meni osebno se je zdelo ful hitro. In potem je v bistvu skozi tetoviranje mi postopoma povedala tudi, kaj dela. Torej začela je potem s predstavitvijo tatuja še enkrat, toliko da me opomni, kako bo izgledalo, kje bo začela, da začela bo menda z zunanjimi robi in potem bo začela z barvanjem. In je potem tudi povedala v bistvu, da to robljenje, torej izdelava robu tatuja, ni tako boleče, kot je mogoče barvanje, ne. Tudi zaradi števila iglic ali ne vem česa, ko gre noter v kožo, ko prebada kožo. Nisem čisto prepričan, mogoče govorim neresnice, ampak tak je vsaj v mojem spominu. In všeč mi je bilo, da mi je vse sproti razlagala. Potem je v bistvu razlagala, kaj zdaj uporablja. Vedno je bilo vse sterilno, torej v bistvu, če si boste dali delati tatu, vedno se zazihrajte, da je vse sterilno. In da vidite to. Ker ona je pred mano v bistvu odprla igle, sveže zapakirane, torej v bistvu vse je bilo sveže in sterilno. In celoten postopek je bil ful profesionalen in v nulo nared. Imel sem vse informacije sproti, že prej mi je v bistvu podala, pred samim posegom mi je podala dobre informacije, konkretne informacije in tudi nasvete. Tako da v bistvu sem zelo samozavestno vseeno lahko šel v ta poseg izdelave tatuja. In tudi celoten postopek je bil res prijeten, bil sem sproščen, kljub temu malo, kako bi rekel, anksiozen, ker ne veš, kaj te čaka in če boš res zadovoljen s končnim izdelkom. V bistvu nasploh me ni bolelo, kar je zelo presenetljivo, ker je rekla, wow, ti boš imaš res visok prag bolečine, rekla, ker dosti ljudi boli tole mesto. Sem rekel, ne, da mene v bistvu celo žgečka, pa rekla, aja. In je bila presenečena, da me ni bolelo, da sem ji celo rekel, da me žgečka rahlo. Ampak ni bilo take sile, kot sem jaz mislil, da me bo ful žgečkalo. Bilo je ravno toliko, da se nisem izmikal. Sicer je bilo par momentov vmes, ko bi mogoče res lahko naredil kak premik, ampak sem nekako se ful koncentriral na to, kakšna je to moja želja in da samo malo potrpi in sem globoko vdihnil in izdihnil, lepo počasi, previdno, da ne motim postopka. In je šlo in sem prestal. In na koncu, ko sem videl rezultat, sem bil res, res srečen. In še danes sem zadovoljen, mogoče bi ga trebalo iti malo popraviti, torej malo barvo spet dodati, ker pač skozi leta valjda zbledi. To je edina stvar, ki mogoče včasih treba iti na ponovno filanje barve tatuja, ampak zaenkrat, če ni tako kritično, ko bom na tej točki, da se mi bo zdelo to potrebno, bom pa tudi to šel narediti, ker zdaj že približno vem, kako to vse poteka. Tako da, v bistvu, meni osebno so tatuji všeč. Sama izkušnja je bila zelo pozitivna, nič me ni tako bolelo, kot sem mislil mogoče, da me bo. Zdaj mogoče koga od vas bi, mogoče pa ne bi, ne vem. Jaz vas ne poznam, ampak poznam sam sebe in vem, da mi je dalo to poguma še naprej, da v prihodnosti, če si zaželim, da si dam izdelati tatu, da si ga pač preprosto dam. In ja, tako kot sem rekel, meni je izdelek všeč, sem ponosen, da ga imam in to je moj večen spomin in predstavlja del mene. In jaz menim, da če ima nekdo željo in pa da se želi tako pač predstaviti svetu in je to ta oseba in ni važno, če ima ta oseba nič tatujev ali pa če je cela oseba potetovirana. Kajti v bistvu vsak se naj briga zase in ljudje smo si različni. In vsak ima svoj način izražanja. In si pa to splanirajte. Dobro premislite, kaj si želite imeti na koži, kajti v bistvu je do neke mere kar večen spomin, čeprav so zdaj neki posegi, ko si ga lahko odstraniš, ampak
načeloma je to nekaj večnega na koži, tako da res dobro edino premislite, kaj želite imeti narisano na svoji koži, kaj vas predstavlja. Dobro je pač premisliti o tem res izdelku, ki ga želite imeti na sebi, in pa potem, da preprosto samo zberete pogum in pa se lotite celotnega postopka. Spodaj v komentarjih pa lahko zapišete mogoče svojo izkušnjo, mogoče lahko delite tudi mnenje o tatujih in pa zakaj mogoče vi nimate tatuja oziroma zakaj še oklevate, zakaj ga ne bi imeli. Pač zapišite svoje mišljenje. In pa seveda, kot vedno, lahko me sledite na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, imejte se radi, pazite nase in pa nasvidenje do naslednjič. Čau!